Štoparje pol pobijo. To je res dober film. Ne res. Ali ne bi bilo super, če bi lahko mi imeli glavno vlogo, še posebej, kadar gledamo TV? Dajmo, začnimo od začetka. Amis, slovenski internetni in IPTV ponudnik, je želel predstaviti svojo novo interaktivno storitev Amis TV 3.0. Ta postavlja gledalce v popolnoma aktivno vlogo pri gledanju televizije. Amis je namreč spoznal, da gledalci ne želijo več vsebine, ampak več nadzora nad to vsebino. Da gledajo, kar hočejo, kadar hočejo. Zato smo našli rešitev, ki bi gledalcem omogočila, da izkusijo iz prve roke, kaj pomeni imeti Amis TV. Peter 13. Prva slovenska spletna interaktivna serija. V seriji spremljamo poslovneža Klemna, ki se po noči nebrzdanega popivanja zbudi v kruto realnost, da se nahaja daleč od pisarne, do katere pa mora priti čim hitreje, saj ga čaka pomembna prezentacija. Kot da to ne bi bilo dovolj, je tu še serijski morilec, ki išče nove žrtve. Včasih sem tak, če se ne morem spavati ene stvari, me ima prav, da ben ga ubil. Gledalci morajo na to prevzeti vajeti v svoje roke in Klemnu pomagati tako, da raziskuje različne funkcije Amis TV. Nastaviti opomnik, preveriti novice, pregledati odrasle vsebine ali celo naložiti najljubšo pesem svojega računalnika. In če ste se prijavili s svojim Facebook računom, ste v seriji lahko nastopili tudi vi in vaši prijatelji. Govorice o seriji smo najprej sprožili z viralnim videom, nekaj tednov kasneje pa smo na televiziji zavrteli prvi uradni teaser. Vest o seriji smo širili po različnih medijskih kanalih, vsako posamezno epizodo pa je pospremil tudi napovednik. Na spletni strani serije so si obiskovalci lahko vsak teden ogledali eno epizodo in spoznali glavne junake serije. Peter 13. je postal velik hit med gledalci, z odštekano zgodbo, še bolj odštekanimi junaki in zanimivo uporabniško izkušnjo nam je uspelo prepričati gledalce, da so spletno stran serije v roku enega meseca obiskali več kot 120.000-krat, kar jo je umestilo med 20 najbolj obiskanih spletnih strani v Sloveniji. Oglaševalska akcija je sprožila več kot 80.000 interakcij in dosegla 950.000 različnih uporabnikov oziroma 80% ciljne skupine. Peter 13. je bil deležen veliko pozitivnih odzivov, Amisova Facebook stran je postala središče pogovorov o seriji, beseda o njej pa se je hitro širila. S postavljanjem gledalcev v aktivno vlogo smo Amisu pomagali dokazati, da je prihodnost televizije zares interaktivna.